Po tednih vročine in pomankanja dežja se posledice suše s polj in pašnikov počasi selijo tudi proti trgovskim policam. Kot pravijo na trgovinski zbornici, bi se lahko podražila sadje in zelenjava, pozneje tudi nekateri izdelki iz žit. Kmetje pa posledice suše že močno občutijo. Zaradi slabše košnje in prizadete koruze ponekod zmanjkuje krme za živino. Se pravi, 3 tedne nazaj smo naredili odkos. Od tistega trenutka gor ni vzniknilo nič. Ni, samo še požgal je, sonce je požgal in se vidite, da je kaj puščava. No. Kmetje je strah, kaj bo živino. Tudi prodajalci na ljubljanski tržnici pravijo, da jim je suša vzela velik del pridelka, nekaterim več kot polovico in da bodo morali zato dvigniti cene. Kdaj torej lahko pričakujemo prve podražitve? Lea Hrovat. Jernej Ličev na kmetiji Črnivec, kamor se je priženil, dela že 16 let. Kot je povedal, take suše sam ne pomni. Bile so suše sigurno prej tudi, ampak takale suša, ki je pa letos, je pa katastrofa. No. Kot ocenjuje, jim je uničilo skoraj 80% vsega pridelka. Je suha, ni ne storža gor, ene parcele so recimo mečkem boljše, ene so slabše. Recimo, že tole pogledamo koruzo, ni nič. Slama v glavnem. No. Skrbi ga predvsem krma za živali. Na kmetiji imajo namreč kar 400 glav živine. Zdaj kmetje že nekaj, vendar jejo recimo klavnico živino. To je prva alternativa, če ne bo zadosti količine krme. In kaj bo s sadjem in zelenjavo? Kaj pravijo prodajalci na ljubljanski tržnici? Se bodo cene dvignile? Verjetno, da bo treba malo, ker so stroški 100% višji. Pa manj pridelka, manj zaslužka. Nekateri sicer pravijo... Ne, absolutno ne. Še manj nimajo ljudje, da bi. A kot so povedali, je suša prizadela prav vse. 60% je izpada. Bojo vinogradi prazni, ko smo še lani še en mesec lepo počas prodajali, letos pa tega ne bo. In kako bo na trgovskih policah? Kot pravi agrarni ekonomist Luka Juvančič, ni nujno, da pride do skoka cen, sploh ne takojšnjega. Ceniki so pogodbeno dogovorjeni, se pravi, imajo nek časovni okvir, znotraj katerega se ne spreminjajo. Tukaj so zaloge. Kot pravijo na trgovinski zbornici Slovenije, bi lahko sicer sledila 2 vala podražitev hrane. Prvi val bi se lahko zgodil že zgodaj jeseni, predvsem pri sadju in zelenjavi, drugi pa proti koncu leta oziroma v začetku prihodnjega, ko bi se lahko višje cene žit preselile še v moko in druge izdelke. Je pa, kot pravijo, izjemno težko napovedati, kdaj in za koliko. Kriza je povsod, pravi Ličev, ki se pogovarja tudi z drugimi kmeti in dodaja, da se bodo tisti, ki imajo veliko živine in se ukvarjajo z mlečno proizvodnjo, morali odločiti, kako bodo zagotovili zadostne količine krme. Recimo te prizadane, recimo, da ti takole pride ujma, ti toča ti unič koruzo v 5 minutah, pa še takole suše pride, je pa še pika na i. Kot še dodaja, je vse, kar si v zadnjem času želi, le nekaj dežja.